Prav. Kako ste? Zbrište vse tole. Mlajše slike. Arhiv smo pokvarali. No pa recimo. Pa res kratko, dve besede. Boš nastop v parih besedah, čim boste danes. Skušal bom povedati, da se ukvarjamo z resnimi problemi in to ne enako misleči, ampak različno misleči, ki nas pa druži samo to, da vemo, da problemi v zvezi z volilnim sistemom, ki je srčika demokracije in torej naše demokracije so, in skušamo malo skupaj, različni kot smo tu zbrani, razmišljati, kako mogoče storiti korak naprej. Morda tudi k dejanjem? To je pa naslednji korak, ampak najprej treba razmisliti, pa sledijo dejanja. Verjetno tistih dejanj, ki jih nekateri pričakujejo, pa ne bo. To ste pa videli. Zanima? Mislim, vi ste tudi v vodstvu, ne, med ustanovitelji tega think tanka? Ne. Sem tako rekoč naključno tukaj. Predavam, prosili so me, če bi povabili so me in bom pač nekaj besed o volilnih sistemih povedal, to je to. Okay. Dobar dan. Dobar dan, kakšen boš prispevek danes? Moj prispevek? O demokraciji vemo, veste veliko. Jaz sem gledalec oziroma poslušalec. Mislim pa, da seveda bolj od demokracije je važna legitimnost. Nasvidenje. Tule je, tu. Koliko je še do konca? A lahko, kako vprašanje sam postavljam? Kratko misel, gospod Janša mogoče. Pred začetkom. Pravi gospod Udupel, da gre bolj za legitimnost kot za demokracijo. Se strinjate? Čakajte do konca. V klepetu bi hitreje menilo, mar ne? Težko ocenjujemo naprej. A pričakovanj pa nimate? Še 5 minut do začetka. Se pravi, čujem, moram iti res. Lahko sam za sekundo. Zdaj bi rekel, če lahko, mislim, pač razkrijem del tega današnjega Act Tanka. Vi ste predlagali eno zelo zanimivo in odmevno tezo, da bi Slovenija morala pravzaprav postati predsedniška demokracija v razpravi okrog sprememb volilnega sistema. No, to je bilo recimo nek poskus uvesti neko idejo, ki v Sloveniji pa tudi v Zahodni Evropi ni politično korektna. Ne? Mi nekako vendarle prisegamo na to parlamentarno, pluralno, reprezentativno demokracijo, ki jo pa hkrati tudi politično korektno kritiziramo, ker rezultira v nekem stiku oziroma nerazdružnem sobivanju vlade in zakonodajne veje oblasti. Ne. To dvoje pa seveda gre skupaj. Ne. Če imamo to parlamentarno proporcionalnem sistemu, volilnem sistemu temelječo reprezentativno demokracijo, potem je logično, da je izvršilna in zakonodajna veja oblasti, da so zlizane. In to je po nekih že klasičnih, Montesquieuovih in drugih trditvah pač konec prave demokracije, ki temelji na delitvi oblasti. In če je izvršna oblast hkrati v rokah elite oblasti, ki vladuje zakonodajno, potem je težko govoriti o vzajemnem ravnovesju in nadzorovanju. To idejo sem hotel neko provokativno. Zelo dobra ideja.
Verjetno bo predmet še debat. Mogoče še ena stvar, ki mi je nekako ostala, je ta problem, ki ga je, mislim, da gospod Avbelj pa še nekateri drugi, ki so menili, da je pač problem pogoj za to demokracijo v Sloveniji, da je to problem te državne lastnine oziroma državnega kapitalizma. V bistvu. Tu pa ni kaj več drugega dodati. Mi verjetno ste videli, da naj bi ne navajali svojih kolegov in lastnih misli, ampak iz te razprave, ampak tu se pa seveda osebno ne morem, I couldn't agree more. Ne morem se bolj strinjati s tem. Še samo, kako vi ocenjujete tako debato? V bistvu, to je v bistvu po dolgem času so sedeli ljudje skupaj, ki so se mogoče razšli, ki so nekateri so na levici, na desnici, gospod Janša je bil potem tudi ljudje bi rekel, kako ocenjujete tak gremi? No, sjajno je tudi to, da so bili ljudje, intelektualci iz gospodarstva, ki so bili skupaj razpravljali z ljudmi iz nekih univerzitetnih krogov, ki se ukvarjajo z ustavnim pravom in demokratičnimi mehanizmi, tako da ta dialog je gotovo bil sjajen. Tudi ni bilo čutiti nekih ideoloških ali vrednostnih ali a priornih različnosti, ampak dejansko so ljudje svobodno razpravljali, pa tudi inteligentno, bi rekel. Mislite, kaj pa te špekulacije okrog, da bo ta gremi nastal, da bo iz tega gremija nastal neka stranka? To danes gospoda Volča sicer ne bilo. No, to je pa del te naše, kako bi rekel, podle in diskotne slovenske medijske folklore. Delam, v službi sem. To, kar se dela preden sem šel ven. Zdaj bomo začeli vroči stol delati naprej. V bistvu pač, mogoče, gospod Petrič, kako zdaj ocenjujete ta današnji gremi? Zdi se mi prvič zelo zanimivo, ker je po dolgem času smo videli politike z desne, z levice, sredine sedeti skupaj in neko zelo kvalitetno debato predvsem okrog volilnega sistema, spremembe volilnega sistema in pa seveda delovanja demokracije v Sloveniji. Slovenija gotovo ni država brez problemov. Tudi mnogi ljudje ne zaupajo institucijam, politiki, strankam. In seveda eden pomembnih vidikov te problematike je gotovo volilni sistem in volitve, kajti skozi volilni sistem se oblikuje oblast. In zdaj treba je verjetno razmišljati o tem v naših konkretnih slovenskih okoliščinah, kako pravzaprav pride do takega volilnega sistema, da se bo tista oblast, ki se bo izoblikovala, da bo učinkovita, kvalitetna, odgovorna, da bo obstojalo zaupanje med njo in med ljudmi. In eden od teh vidikov je volilni sistem. In mi smo se odločili, da se tej problematiki posvetimo, začnemo malo eno debato. In posebnost te debate pa je, in to se je danes res potrdilo in sem tega zelo vesel, da se je pokazalo, da se lahko o tako občutljivi pravzaprav temi, ne samo strokovno, ampak tudi na nek način politično, zelo različno misleči, pogovarjamo mirno, dostojno, brez diskvalifikacij, brez žalitev. In v tem smislu se mi zdi današnji večer kar neka koristna zadeva. Samo še eno, mogoče ne bom nič novega razkril, ker smo tudi z gospodom Jamrekom smo se pogovarjali, on je v bistvu zelo radikalno spremembo volilnega sistema predlagal, da bi šli v predsedniški sistem, nekateri so bili bolj zmirne, v bistvu počasne, bi rekel, spremembe tega sistema, da bi prišli do bolj neposrednih volitev poslancev, predvsem v tem smeri, sem jaz razumel v bistvu celotno debato. Ja, gledajte, profesori, in jaz sem tudi eden od njih, čeprav me je pol diplomacija malo izučila, so vedno polni zelo dalekosežnih, odličnih idej. Ampak vsako idejo je treba v realnih, političnih ali mednarodnih, če hočete, okvirih uresničiti. In za kakšne take radikalne premike težko si jih zamišljam. Možni so pa določeni popravki, če bi se stranke na nek način strinjale in zlasti tiste stranke, ki so najpomembnejše. Kajti pogledajte,
zaproščam, kot sem rekel danes v zaključni besedi, v Ameriki sem kar naprej poslušal, ko sem bil veleposlanik, i demokratska, i republikanska stranka, obe imate v ozadju ekipi, ki lahko vodi državo. Ekipo, ki lahko vodi državo. V Sloveniji imamo pa celo plejado strank, ampak res vsaka za seboj ekipo, ki lahko vodi državo. Ampak ko je enkrat ta stranka v parlamentu, se mora ukvarjati z vsemi stvarmi, od financ, zunanje politike, zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja in na vse zadnje, ali to res pelje k kvaliteti odločanja. Ne? Jaz mislim, da je treba razmišljati o volilnem sistemu, ki bo dajal neko preferenco demokratičnim strankam, ki bodo pa vendar do te mere etablirane, da bodo nalogam kos. In to je moje stališče, to je moje mnenje, mogoče zmotno, ampak to ni bistveno. Bistveno je to, da smo se v teh stvarih danes zelo resno, dostojno pogovarjali. Kaj pa, že na začetku ste tudi v vodo in potem ste večkrat zavrgli te špekulacije, da je to, v bistvu, gospod Jamrek je rekel, da je to podlo podtikanje, da bo ta Gremi postal neka politična stranka in to, da je to podtikanje medijev. Glejte, kar se mene tiče, sem 100% siguren, da za enkrat ni prav nobene ambicije pri nobenem članu tega act tanka po politični stranki. Naš poudarek je dialog med različno mislečimi. V naravi strank samih pa je, da skušajo dobiti enako misleče. Ne? Mi pa nočemo biti enako misleči. Tudi mi med sabo smo zelo različni. Ne? Iz različnih krogov, različnih pogledov, različnih idej, ampak nekaj, kar nas povezuje. Želja po kakšno stvar spremeniti in neko medsebojno spoštovanje in neka zavest, da pravzaprav je tudi med različno mislečimi dostojen dialog možen. Poudaril sem dvakrat to dostojnost, ker nas v slovenskem prostoru, veste, kar me nekoga, ki je 25 let preživel v tujini, zelo moti. Ta nedostojnost, ta nizkotnost dialoga, ta težnja k diskvalifikacijam nekoga, samo zato, ker ta drugače misli. Edino to bi vas še vprašal, ni bilo pa danes gospoda Volča, ki je nekako v bistvu bil pobudnik? Ja, on je pobudnik, on je tu eden glavnih motorjev, nobenega dvoma. Stvari so čisto, kolikor jaz vem, tehnične, če smem tako reči, narave. Jaz sem prišel 2 dni nazaj iz Amerike in sem bil obveščen, da je on nekje zadržan, da ima neke obveznosti in da zato ni prišel. Dobro. Hvala lepa, želim veliko uspehov. Adijo. Za kratko izjavo. Sami naturščiki. Se lahko oba skupaj? Ne, Kar pet Miro. Ne, on je šef. Mogoče, kako ste vi to današnji act tank dojeli, v bistvu eden od ni skrivnost, no, v bistvu, če bom razkril, da je eden od pomembnih vsebinskih poudarkov bi tudi ta, da pač je v Sloveniji državni kapitalizem in to ste vi tudi v svojem nastopu nekako problematizirali. Ja, to je ključno in to je tudi za razvoj demokracije ključno vprašanje. Demokracija se ne more razvijati, ne more polno delovati ob državnem kapitalizmu. Demokracija je nujno vezana na privatno lastništvo, liberalno ekonomijo in to je tista povezava, ki jo ustvarja. Kar sem jaz skušal poudariti, je bilo to, da to so spoznali Nemci že leta 1945, ko je prišel dr. Adenauer kot kancler in on je razvijal paralelno demokratični sistem plus socialno-tržno gospodarstvo. On je povezoval te dve stvari. Pri nas se te dve stvari nažalost ne povezujejo in mislim, da je to ena naših glavnih napak in prvo, kar moramo popraviti za boljše delovanje demokracije, je vzpostaviti njej odgovarjajoči ekonomski sistem. Dobro. Kako se vam je pa nasploh, kaj pravite na sam Gremi? Ja, eni so bili zelo odlični. Jaz mislim, profesor Avbelj je tle nastopil enkratno. Drugi so seveda govorili o tehnikalijah in podrobnostih, ki so zavajale od tega osnovnega dejstva, ki niso poudarjale osnovnega dejstva, prepoudarjanje nekih detajlov seveda škoduje eno jasnemu pogledu na celoto. Hvala vam, ja. Svoboda, ekonomska svoboda. Dobro. Ja,
Lahko, mogoče kako danes ocenjujete to razpravo na tem aktenku? V bistvu je pravzaprav po dolgem času se mi zdi, da so bili zelo različnih provenienc ljudje, ki so se zbrali in bi rekel razpravljali o zelo pomembnih temah, o volilnem sistemu, o demokraciji. Ja, razprava je zelo kvalitetna in velika škoda je, da je slovenska javnost ni videla, se pravi, da ni bilo posneto, ker saj za zadnje obdobje se ne spomnim, da bi kje bilo toliko kvalitetnih stališč soočenih, takšnih, s katerimi se strinjamo, takšnih, s katerimi se ne strinjamo, ampak je bilo vse podano na kvalitetni argumentirani ravni in tega v Sloveniji zelo manjka. Žal ni bilo mogoče izvesti tudi neke sondaže z drugimi parlamentarnimi akterji, kakšne so dejanske možnosti za vsaj neke pozitivne popravke volilnega sistema. Tukaj politika caplja še zadaj ali pa del politike caplja še zadaj za civilno družbo, ampak to, kar je bilo danes, je obetavno. Je pa zanimivo, ni bilo danes gospoda Volča, ki je sicer nekako akter tega ustanovitev, mislim, bil je pa dr. Petrič, ki je nekako prevzel. Ja, ne vem, pač na vabilu je podpisana širša skupina ljudi in imena, ki so bila na vabilu, so pač prepričala marsikoga, tudi mene, da smo pričakovali kvalitetno razpravo in taka je tudi bila. Kaj pa te špekulacije okrog, ki se v medijih pojavljajo skozi vsaka stvar, ki se ki nekako neka debata civilna in neka civilna družba se vsako stvar takoj kanalizira, da se bo češ, da bo iz tega nastala stvar, kaj ne. No, gledajte, tukaj je bilo zelo veliko ljudi, ki so že politično angažirani, tudi veliko takšnih, ki niso in škoda, da niso. Da bi pa iz te grupacije, ki se je danes tukaj zbrala, nastala ena sama nova politična stranka, je pa to zgolj neka iluzija oziroma špekulacija. To ni možno. Dobro, hvala lepa. Lahko noč. V bistvu nekako se mi zdi, da je vse tisti, ki smo poslušali to razpravo, se nam zdi v bistvu, da je bila zelo kvalitetna, da je bilo presenetljivo, da se je po dolgem času v bistvu toliko različnih akterjev iz različnih političnih polov zbralo danes na tem aktenku. Kako ocenjujete? Ja, tudi meni se zdi, da je bila razprava zelo uspešna in da s tem pravzaprav ACT izpolnjuje tisti namen, ki smo si ga zadali že na začetku, ko smo se prvič sestali in rekli, kaj v Sloveniji manjka in kje želimo, da je naša dodana vrednost. Želimo dokazati, da se tudi v Sloveniji znamo kulturno pogovarjati, ljudje, ki različno ocenjujemo določene družbene pojave, ki vidimo različne možne rešitve, da se znamo med sabo poslušati in morda potem seveda kot posledico znamo tudi najti neko skupno rešitev. Do sem sicer še v ACT nismo prišli, niti ni to naš namen, ampak naš namen je pač širiti to neko kulturo dialoga in pa medsebojnega spoštovanja. In prav zato smo tudi organizirali ta naša srečanja po pravilu Chatham House, ki marsikoga moti. Vem, da tudi vas medije moti, ker nas ne morete posneti, ampak to pravilo nam omogoča, da smo mnogo bolj sproščeni, da se dejansko posvetimo strokovni obravnavi, ne pa morda, da koga ne zanese, da da prednost medijski objavi pred tem, kar terja njegovo strokovno korektnost. In to se bo nadaljevalo, še v bistvu te debate se bodo nadaljevale. Zdaj v bistvu nekaj časa od tiste prve ustanovitve tega gremija ni bilo nekih dejavnosti, da se po dolgem času. Ja, prva razprava je bila v začetku leta 2015, takrat nas je zanimala prihodnost v Sloveniji, potem v začetku leta 2016 prihodnost Evropske unije, no konec leta 2016 smo govorili o tem, kako izboljšati politično upravljanje in seveda s tem mislimo nadaljevati. Mislim, da tudi današnja razprava in pa potem ocene po razpravi nam dajo dodatno energijo, da bomo to storili. Hvala lepa. Hvala. Vi ste tudi... Kot sopredsedujoči z Markom Volčem, ja, no super.
Mogoče na začetku bi se presenetil, ampak vprašal bi, mnogo je presenetilo, da gospoda Volča ni bilo danes, mislim, kot vi ste sopredsedujoči, ampak vendarle kot neke figure centralne tega gremija. Ja, bil je preprosto zadržan v tujini in ker je imel še ene druge obveznosti, v tem mesecu je veliko potoval, se ni mogel enostavno tako organizirati stvari, ker je še vedno dosta opet v te mednarodne javnosti. Tako da nekako smo danes brez njega to izpeljali in dejansko Ektank itak se formira nek zavod, ki bo tako nekako definiral svojo strukturo v kratkem. Zaenkrat imamo nek začasni svet, v katerem smo vsi bolj kot ne bi rekel egalitarni, enakovredni in na nek način ne vidim tukaj nekaj težav. Mislim, danes je bila v bistvu veliko zanimivo lahko reči za nekatere, ki so pač nastopili pred našo kamero, gospoda Petriča, gospoda Jambreka, gospoda Janše, v bistvu, kar je bilo presenečenje danes. Ste se zavestno odločili, koga da boste povabili tudi ljudi iz te desne provenience? Ne, mi vedno povabimo, mi imamo veliko široko mailing listo, povabimo pač novinarje, povabimo poslanske skupine, ki dobijo pač karte in se potem sami odločijo, če in koga pošljajo. Mislim, da so danes bili ljudje iz poslanske skupine. Povabimo poslance, mislim, da kar vse po vrsti. In posebej smo povabili predsednike vseh parlamentarnih strank, zato ker mislim, da je to, kar smo danes govorili, namenjeno predvsem njim, še posebej, če bi želeli nemogoče, da bi dobili neko ustavno večino za kakšne večje spremembe. Ampak glede na to, recimo glede na to, da pa mogoče ta sprememba ni niti nujna, da so dovolj korekcije, pa mislim, da bodo ta sporočila vendarle prišla iz te sobe debatne, tako kot so tudi prejšnjič, s pomočjo seveda ljudi od ust do ust in tudi novinarjev in mislim, da ni skrbeti za razprave tudi v prihodnje na to temo. Kako pa ocenjujete te razne špekulacije, ki so se pojavljale ob tem, v bistvu, kjer se vedno potem takoj začne špekulirati o neki politični stranki, o novi politični stranki? Ja, tako je pač v Sloveniji, da se seveda so ljudje očitno v neki krizi, da pričakujejo neke, ne vem, mesije so včasih rekli, rešitelje, ne vem koga, ki bodo se pojavili in pač odrešili Slovenijo. Zdaj, kot je rekel Ernest Petrič, mogoče to upanje malo prazno v tem smislu, ker smo zdaj pač res smo imeli malo daljši premor, vendar smo se pripravili dokaj temeljito na ta dogodek. Rekli smo, da imamo zdaj bolj strokovne teme in naslednja tema bo kvečemo bolj strokovna, kot je bila že ta današnja. Se pravi, da ne zdi se mi, da Ektank ustanavlja stranko, bi rekel, ker enostavno je pa jasno, da če bo kdo iz Ektanka ali pa ta široka skupina sveta želel kaj v tej smeri, bo seveda lahko to storil, smo pač vsi državljani svobodni, ampak to pa lahko rečem, da se nismo združili iz namena ustaviti stranko, ker konec koncev bi bilo tudi težko se da na ta način, kot je rekel Petrič, delovati, ker nas ne združujejo recimo enaki profili politični ali pa nekakšni drugi, ampak nas združuje neka pa želja, ki je mogoče malo utopična, ki je celo apolitična ali pa ki je politična v nekem bolj prvinskem smislu, samega političnega in mogoče bomo pač z tega vidika lahko celo več storili, kot bi, če bi se šli neko instant politiko, kar se v Sloveniji pač prepogosto dogaja. Mi mislimo, da mora biti te sektorji v državi nekako, vsak ne deluje po najboljših močeh in mi smo se našli nekako, da imamo neko zgodovino, nekako Akademija za demokracijo, v kateri smo bili aktivni, kateri smo že več let se ukvarjali s tem in smo se kako malo povezali še z drugimi in prišli do enih novih, rekel, načinov povezanja. Dobro. Kdaj bo naslednja debata? Po moje prej, kot je bila ta sveda zdaj, ker smo se mečkrat rabili, da smo se konsolidirali kadrovsko in sicer kot ekipa in mislim, da zdaj dobro delujemo in tudi mislim, našen dogodek nam je dal velikega pozitivnega elana in ko ga bomo pač malo ocenili, pogledali, kaj lahko tudi konkretnega storimo, ali bo to kakšna pobuda, bomo videli v smeri pač politike, bomo hkrati že načrtovali naslednji dogodek.